V imenu Združenih držav Amerike Irak dela na utrjevanju oblasti in razpravlja o tem, koliko oborožene moči naj bi bilo podrejene centralni vladi. Trenutno je poudarek na PMF, silah ljudske mobilizacije, ki so večinoma šiitska mreža milic z močnimi iranskimi povezavami. V pogovor se zdaj vključujejo tudi kurdske sile. Kurdski voditelji zavzemajo trdo stališče. Pravijo, da sile pešmerge niso milice, ampak ustavno priznana regionalna sila, ki je ni mogoče primerjati s PMF. Za Erbil vključitev pešmerge pod poveljstvo Bagdada ne bi bila zgolj vojaška reforma. To bi lahko ogrozilo avtonomijo same regije Kurdistan. Za nadaljnjo razpravo se nam pridružuje Diliman Abdulkader, ustanovitelj organizacije Ameriški prijatelji Kurdistana. Diliman, zakaj bi morali biti pešmerdže obravnavane drugače kot PMF? Če pogledamo širšo sliko, Bagdad želi, da so vsa orožja pod nadzorom države. Hvala, ker ste me povabili. Sile pešmerg niso PMF, niso Hašd al-Šabi. To je nekaj, kar moramo takoj prepoznati. Sile pešmerg obstajajo že dolgo pred PMF-a. Imajo globoke korenine v kurdski zgodovini. So simbol odpora že desetletja pod številnimi iraškimi režimi, vključno z baasistično vojsko Sadama Huseina. In uradno so priznani od leta 2005, po padcu prejšnjega iraškega režima v skladu z iraško ustavo. Enote pešmerge ščitijo Kurde na terenu. V primerjavi s PMF so bile ustanovljene pred kratkim kot odgovor na radikalno sunitsko džihadistično skupino ISIS leta 2014. In prejemajo ukaze iz Irana, financirane, oborožene in zaščitene so z iraško ustavo, vendar prejmejo ukaze od ajatole iz Teherana. Tako da mislim, da te dve skupini sploh nista enaki. In menim, da je ta pogovor poskus oslabljenja regionalne vlade Kurdistana in avtonomne regije na severu. Ali obstajajo znaki, da si novi iraški premier želi šibkejši Kurdistan? Mislim, kaj bi se dejansko zgodilo na terenu, če bi Bagdad poskušal prisiliti pešmerdže v zvezno poveljniško strukturo? No, počutijo se opogumljene predvsem zaradi tega, kar so nedavno videli v Siriji, ko so razpustili in poskušali integrirati te sirske demokratične sile, kurdsko vodene sirske demokratične sile v severovzhodni Siriji. In to je vodil ameriški veleposlanik v Turčiji in posebni odposlanec za Sirijo in Irak, Tom Barrett. Zato mislim, da menijo, da Sirija dela na tem, da bi vse različne frakcije pripeljala pod oblast Damaska. In poskušajo narediti isto stvar. In mislim, da se z nedavnim imenovanjem posebnega odposlanca za Irak, Toma Barretta, počutijo veliko bolj opogumljene, da lahko to storijo. Ampak mislim, da pešmerge ne bodo dovolile, da bi bila njihova regija oslabljena in razkrojena. Ampak to seveda tudi povzroča velik pritisk na same Kurde. A spet, moramo biti realistični, moramo biti iskreni v pogovoru. To so radikalne sile, sestavljene iz več kot 60 različnih oboroženih frakcij. In nekatere od teh frakcij nadzorujejo tudi ozemlje in niso odgovorne Bagdadu. Tako da preprosto označiti to kot vključevanje v iraško vojsko, to ni pravi pogovor. Razorožiti in razpustiti bi jih morali. Ali poteka kakšno lobiranje v Washingtonu, ali pa ameriški prijatelji Kurdistana počnejo kaj, da bi predstavili svoj primer novemu odposlancu, Tomu Barrettu, in zagotovili, da bo ta regija Kurdistan še naprej ohranila svojo avtonomijo? Seveda, mislim, da z ameriškimi prijatelji Kurdistana še naprej delamo na zagovarjanju izboljšanja odnosov med ZDA in Kurdi, kar vključuje tudi krepitev avtonomne regionalne vlade Kurdistana in celotne regije. Del našega dela je bil tudi pritisk na regijo Kurdistan, da nadaljuje svojo pot k združitvi svojih pešmergskih sil. Tako da iraška vlada, kot je ta, ali posebni odposlanec za Irak, kot je Tom Barrett, ne bi poskušala drezati in oslabiti regije Kurdistan. In z vsako priložnostjo, ki jo dobi. Zato mislim, da tudi kongres temu posveča pozornost. In mislim, da je treba dodati še to, da kongres tega ne bo dovolil. Kurdi imajo v kongresu veliko prijateljev, tudi predsednik Trump je to nedavno omenil. Zato mislim, da je odločitev na Kurdih. Če želite biti oslabljeni, se še naprej delite na severu in ne združite svoje pešmerdže. Če želite biti okrepljeni in če želite, da se vprašanje integracije pešmerdže v iraško vojsko umakne iz pogovorov, mislim, da bi morali združiti svoje sile pešmerdže. Recimo, da so sile pešmerge združene. Kako potem gledajo na druge?